Če bi zmagovali programi, potem Svobode najbrž ne bi bilo že 2 leti in pol na oblasti, pa je. Na kako nizkem nivoju pravzaprav nastaja deloma tudi slovenska politika, ne? Tako neroden, da pravzaprav ta status quo tranzicijske levice ogroža in se mi zdi po svoje, da je nazadnje to bilo morda tisto zadnje opozorilo pred odpovedjo. Spremljate tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi Dars, slovenski demokrati, socialni demokrati, krščanski demokrati in po novem tudi zgolj demokrati. Nova stranka izven levega pola ni nekaj, kar bi videli vsak dan, no poleg Logarjevih demokratov pa smo ta teden dobili tudi nov državni proračun, novo zasedanje varuhov tranzicije, novo sodbo proti Janezu Janši in nov problem z blagoslovi. Savano pa je ta teden pobelil tudi prvi sneg. Mimo pa je tudi 1000. dan vojne v Ukrajini in o vsem temu današnjem safariju, za začetek pa poglejmo, kako je svoj ustanovni govor na Kongresu demokratov zaključil njihov novi predsednik Anže Logar. Slovenija je upehana od politike proti, utrujena od boja vsakega in vseh proti vsem, v že tako zahtevnem regionalnem in mednarodnem okolju. Globoko v sebi si vsi želimo sodelovati in vsi si želimo napredka. Zaupajmo v uspeh in oblikujmo močan politični tretji steber, ki nam bo vrnil vero v prihodnost in tlakoval pot do zmagovite Slovenije 2034. Imamo eno državo in 2 milijona odtenkov skupnih prihodnosti. V tem je naše bogatstvo, v tem je ključ uspešne Slovenije. Drage demokratke, dragi demokrati, z današnjim ustanovnim kongresom skupaj postajamo del nečesa velikega. Ja, dolgo smo čakali, skoraj 2 leti od predsedniških volitev, ko je Logar po tistem svojem tesnem porazu napovedal, da smo na pragu nečesa velikega. Skratka, stranka je zdaj ustanovljena, nekateri pa so razočarani, da so nekako pričakovali nekaj večjega, kar se tiče tega velikega. Zdaj, ustanovni kongres je bil v soboto v Mariboru, predsednik je pričakovano postal Anže Logar, izvolili so tudi vse organe razen podpredsednikov in predstavili izhodišča za program, ki so sicer dokaj splošna. Kongres je potekal gladko, ni pa bilo večine nekako teh ključnih članov platforme sodelovanja, nekih vidnejših teh predstavnikov, pa tudi povsem brez zapletov ni šlo, ne. Še pred kongresom je sodelovanje odpovedal Dejan Kaloh, v dneh po kongresu pa je odstopila tudi Suzi Kvas, ki sodijo zaradi suma goljufije na področju evropskih sredstev. Nekako malo več, kot se je napovedovalo, oziroma malo manj, kot se je napovedovalo? Morda do neke mere malenkost manj, kot se je napovedovalo. Zdaj, če se ostaviva pri 2 najbolj pogostih očitkih, in sicer, da na kongresu ni bilo, kot praviš, videti nič velikega, da gre v programskem smislu samo za malo bolj umirjeno SDS oziroma deradikalizirano SDS. Prvič, stranka je vendarle nastala 1,5 leta pred volitvami, oziroma če malo špekuliramo o datumu morebitnih predčasnih, je tisti prvi datum, ko se napoveduje totalna kampanja naslednje jesen, torej še leto dni, ne. Zato se mi do neke mere tak bolj mehanski, celo relativno reciva dolgočasen kongres zdi kar racionalna poteza v bistvu. Zdaj, glede programa, ki naj bi se pa od SDS-a razlikoval ne samo po neki kulturi dialoga in želji po sodelovanju čez pol, prvič vseeno morava biti tule tehnična. Ne? Programa še ni, so neka prva programska izhodišča, pravijo, da bojo imeli potem še programski kongres, ki bo kongres številka 2. Ne? Drugič pa nekaj, kar so očitno vsi te komentatorji, morda malo bolj provladni, kar spregledali, ne? Če bi zmagovali programi, potem Svobode najbrž ne bi bilo že 2 leti in pol na oblasti, pa je. Ne? Za tisti program mislim, da še zdaj pri vsej dobri volji, ne jaz in ti ne moreva reči, kaj je desen, lev, sredinski, liberalen, konzervativen, gotovo ni. No, to predvsem ni tak, kot se recimo izvaja politika Svobode v parlamentu. Tako, prej spominja na kakšno manjšo koalicijsko stranko, konkretno Levico. Ne? Ampak zdaj, če gremo 2 leti in pol nazaj, takrat je bilo preprosto dovolj, da je program anti-Janša.
Zakaj je šlo? Torej, ni šlo za program, šlo je za čustva. Ne? In tisto, kar mene moti, ta medijska dvoličnost je, da zdaj ti isti analitiki, ki so takrat v bistvu pomagali napihovati ta prazen programski balonček, ki se mu je reklo in se mu še reče Svoboda, ne? Odrekajo Logarju isto pravico, da bi volivce čustveno nagovoril, torej z nekim odmikom od retorike Janeza Janše. Po domače rečeno, z desno-sredinsko politiko brez nekih primesi, recimo kulturnega boja, druge svetovne vojne, brez postavljanja desnice v to skrajno vlogo žrtve zgodovine in tako naprej. Ne? In isti, torej, ki so Golobu pomagali prodati njegova čustva, zdaj ne pustijo, da bi Logar Slovencem prodal sentiment sodelovanja, sprave in tako naprej. Ja, in bodimo iskrena, pravzaprav ta čustva so tudi nekaj tistega ključnega, kar na koncu pri volivcih odloča. Morda glede programa še par zanimivih poudarkov. Konkretno, kot rečeno, program se šele napoveduje, tako da zaenkrat imamo res zgolj neke obrise, pravzaprav nič zares konkretnega. Edina konkretna stvar, ki sem jo v programu našel, oziroma v tem Logarjevi predstavitvi programa, sprememba volilnega sistema. Torej, mislim, da se tukaj on zavzema prav tako kot recimo Levi pol in Nova Slovenija za odpravo volilnih okrajev. Sicer pa država naj bo servis za državljane in ne obratno, naj jim omogoči, da se razvijajo, ampak hkrati ponudi socialno mrežo. To se mi zdi tisti ideal, ki pa je pravzaprav ravno to umetnost politike, kje je pravzaprav to mejo doseči, torej kje je ravno dovolj te socialne mreže, da ne ovira ali pa da minimalno ovira ta razvoj, hkrati ne zavira, torej pa ne demotivira od dela. Potem imamo odgovornost, pravičnost, pravna država, trajnost, učinkovitost, podjetnost, socialna država, subsidiarnost, moderna demokracija in aktivni državljani. Skratka, neka paleta nekih izrazov, kjer si lahko vsakdo pravzaprav predstavlja, kar si pač pod temi izrazi želi. Mislim, da se pod pravičnostjo ali pa trajnostjo in tako naprej vsak predstavlja lahko nekaj svojega. Potem smo slišali lahko še stranka politične širine, sodelovanje, zmernost, socialne integracije, karkoli že to je. No, kjer pa je recimo neki bliže desni sredini, morda močna ljubezen do države in njene kulture. Zanimivo mi je tudi ta logika blizu ljudem, lokalno in državno. Zdaj, tukaj se mi zdi, da bo ta ključno vprašanje, kaj bo Logar potem, ko bo sestavil program, dejansko noter zapisal, torej kako lev oziroma kako desen ali kako sredinski ta program bo in kje dejansko lokalno torej bo. Zdaj, če je tako lokalno, potem bi pričakoval, dobro, ker je stranka na začetku morda zagotovo še ne v vseh 212 občinah, ampak tam nekje od 50 do 100 pa skoraj zagotovo. Tako da tukaj ta ključna mreža in pa še recimo neko financiranje za stranko, sta mislim na ključno vprašanje, kaj se bo v tem letu zgodilo in to bo verjetno bistveno vplivalo, ali se bo Logar boril za prestop v parlament, kot očitajo nekateri, ali pa ciljal recimo na tistih 20 mandatov, ki jih napoveduje. Realno jaz mislim, da je nekje vmes. Zdaj, poleg programa, ki si ga, ali pa teh istočnic, ki si jih naštel, je vedno na začetku velike pozornosti, morda še bistveno večje od programa, deležna tudi kadrovska zasedba. In zdaj drugi očitek je bil, pogrešali so mediji ali pa pogrešali smo kaj več znanih imen. Zdaj med vidnejšimi predstavniki smo pričakovano seveda videli Evo Irgl, pa Romano Jordan, Senko Pličanič je bil morda presenečenje, do neke mere tudi Mark Boris Andrijanič v svetu te nove stranke. Nismo pa na primer videli Jerneja Pikala na tem kongresu, kjer sva midva celo špekulirala v preteklosti, da bi lahko bil podpredsednik. Pojavil se v tistem videu izstopnem. Tako ob Romani Jordan. Tako da jaz glede imen bi pa rekel tako. Razkritje kakšnega odmevnejšega imena, ki ga poznamo bolj po delovanju recimo levo od sredine, gotovo ne bi škodilo, glede na sporočilo, ta čustva, ki sem jih prej omenjal, ki jih Logar želi ponuditi Slovencem. Suzi Kvas ni ravno tak karakter, pa še kakšen dolgoletni član SDS-a. Vendar verjetno si je kdo v tistem maksimalnem scenariju celo predstavljal, da bi bil kakšen gostujoči nagovor ali pa vsaj videoklic, naprimer, ne vem, morda Boruta Pahorja, pa bi potem poročali o malo večjem in popoznejšem dogodku. Ja, če si iskreno, je bil tle kongres, se mi zdi kar nekoliko pust. Logar je bil pravzaprav edini, ki je sploh spregovoril, poleg pač te gospe Elene Zavadlav-Šaj, ki je pač vodila sam tehnični del kongresa. Torej, edini govorec, ni bilo nobene razprave, vse so sprejeli soglasno. Uri in pol, vse skupaj. Izglasovali vse s kartončki, brez neke razprave in tako naprej. Brez predstavitve kandidatov. Recimo, to sem nekoliko pogrešal, če sem čisto iskren v nekem tem. Ker si omenil Suzi Kvas, videli smo pa tudi te prve težave. In sicer kazenski postopek, to je bilo že v dneh pred kongresom, se je pisalo o kazenskem postopku proti Ali Brglez,
ki je sicer zdaj v stranki, ni tudi na kongresu. Tudi v preteklosti je napovedala, da ne bo vstopila v stranko. Tako je, zaradi poslovne goljufije, nekaj smo o tem že v minuli epizodi, sodijo pa trenutno tudi že bivši članici sveta, ne, ker je to bliskovito se odvilo po kongresu. Suzi Kvas, ki je obtožena prav tako poslovne goljufije na škodo evropskih sredstev, mislim, da je šlo za okoli 600 tisočakov. In seveda potem tukaj javno, medijsko najbolj eksploatiran spor, ne, do katerega je tudi prišlo dan, dva pred ustanovnim kongresom. To pa je pač zdaj samostojni poslanec Dejan Kaloh, ki je imel očitno izjemno kratko obdobje medenih tednov z Anžetom Logarjem, ko sta skupaj tudi zelo prijazno, skoraj osladno nastopila, kot bo videla na 1:1. No, mesec dni, manj kot mesec dni kasneje, po kongresu pa diametralno drugače, pa kar poglejva. Da pa Slovenija res rabi politični tretji steber, to stranko politične širine, ki bo presegla čez ta dva pola, poenotila politične sile v državi, ki seveda dobro mislijo za Slovenijo, in potem dejansko z oblikovanjem, jaz verjamem, da bo nova stranka tista sila, ki bo potem oblikovala novo uspešno reformno vlado, in tukaj jaz mislim, da je vredno in celo nujno sodelovati kot politiku. Ko bo se nekako javno obelodanilo, da bo ta ustanovni kongres, seveda se ga mislim udeležiti. In se včlaniti, ne? In se seveda včlaniti. Z veseljem bom pristopil k temu novemu političnemu podjemu. Nisem užaljen, pa tudi mislim, da užaljenost se ne pretiče resnim kredibilnim politikom. Jaz verjamem, da tako kot, lahko že rečem, je dr. Logar začel, da bomo tudi čez politični proces, potem ko bomo šli na volitve, to transparentnost vedno imeli v osnovi v svojega delovanja. Soposlanski kolega Anže Logar se res izkazal kot antidemokrat, kot človek, ki želi samo izkoristiti svojo pozicijo, pa tudi, ko sem ga spoznal, če bi mi ponudil, da bi bil sopredsednik stranke, tega več ne bi želel biti. Jaz mu tudi napovedujem, da se bo zdaj naslednje mesece vrtel med 3 do 5% podpore, verjetno bomo še to v prihodnosti padalo, ker dejansko nima ponuditi nič novega. Jaz mislim, da je on prežvečen obraz, ki je dejansko izpet, in tukaj seveda dr. Logar ne more biti premier, on je kvečjemu potem lahko spet navadni poslanec in kot rečeno, zgodbo sva zaključila. Ja, Anže Logar je potem kmalu za to izjavo na istem mestu v avli Državnega zbora umirjal žogico, pokazal tudi, da je politik na nekem drugem nivoju, z bistveno drugačno dikcijo, vendarle pa povedal svoje, kar je želel, ne čisto brez ostrine, kot bomo videli. Mogoče samo to, da je ton tega pisma upravičil to mojo zadržanost, kar se tiče imenovanja podpredsedniških mest, torej da sem si vzel več časa za razmislek glede tega, in da sem tudi sam pri sebi jasno razčistil, da sodelovanje ne pomeni pogojevanje, kaj šele izsiljevanje. Vesel sem tudi, da smo te stvari dejansko razčistili pred samim kongresom, torej da stranka Demokrati lahko začnejo že v začetku brez nekega internega tega spopada. Gospodu Kalohu pa želim veliko uspeha na njegovi nadaljnji poti. Ja, Kaloh se mi zdi, da ima kar en tak zanimiv salto mortale, od povsem navdušenega, Torej, če pogledava, ne morem kot politik ne iti v to stranko. Logar je znan po svoji transparentnosti in podobno, to bo reformna vlada, do čez manj kot mesec dni ne more več kot 3,5%, nekje, 3 do 5%. In pa še ena stvar se mi zdi zanimiva, kjer se je ujel, ko je pravzaprav v pismu najprej napisal, oziroma v izjavi je najprej rekel, da preden se stranka ustanovi, nikogar ne nagovarja, da bo šel v stranko, potem pa dan po kongresu, češ da bo svoje privržence, da bojo hitro izstopili. Torej, spet se je nekako ujel v nek ta kolaž raznih netočnosti oziroma kontradiktornosti. Ja, tu na nek način vidimo na 2 primerih v zadnjem tednu, na kako nizkem nivoju pravzaprav nastaja deloma tudi slovenska politika. Imamo poslanca Kaloha, ki v 3-4 tednih popolnoma spremeni mnenje na podlagi seveda nekih pogovorov o kadrovskih funkcijah vmes o Anžetu Logarju. Potem malo kasneje bova o tem, kako poslanci na tem podobnem nivoju, poslanci Svobode, spremenijo v 3-4 tednih mnenje o omrežninah in na koncu še priznajo, da v bistvu nimajo cel mesec pojma, o čem govorijo, ampak da se vrnem na bistvo. Spor, torej Kaloh Logar. Seveda, do neke mere ni idealno za novo stranko, da so se
te stvari zgodile že kar dan prej, pa potem nekaj dni kasneje še ta odstop Suzi Kvas in tako naprej. Mislim pa, da ima Logar prav v delu, ko pravi bolje, da čim prej. Ne? Deloma verjetno tudi zato ustanovitev stranke tako zgodaj seveda govorim v slovenskih relativno izkrivljenih pojmih, ko stranke nastajajo tudi tedne pred volitvami. Kaloh pa, zdaj, če greva res na samo substanco in na tisto pismo dolgo, ki ga je predtem poslal javnosti in Logarju, je nekako tudi samega sebe demantiral. Ne? Med drugim je Logarju v pismu očital, da gre samo za črpanje proračunskega denarja, da je želel njega zraven, torej Kaloha, tudi samo zaradi tročlanske poslanske skupine, ki prinaša še dodaten denar. Ne? Ampak, ne, gospod Kaloh, če bi res šlo samo za proračunska sredstva, potem bi danes verjetno bil podpredsednik Demokratov in poslanska skupina bi s tremi, torej z Irglovo, Logarjem in njim že delovala. Tako da to ne drži, ne? Če se pa še na en drug del tega pisma in izvajanja Dejana Kaloha obesim, precej je želel povedati o tem, kaj Logar na off the record, na 4 oči pove, ne vem, o NSI-ju, pa o Mateju Toninu, pa o Marku Lotriču in tako naprej, da bi mu naprej omejil ta manever povezovanja, ravno tisto, na kar Logar najbolj stavi. Pa smo potem videli recimo sinoči v Tarči, ne, da to ni imelo nobenega vpliva na neko soočenje, če mu sploh tako rečemo, med Toninom in Logarjem. Smo videli precej spravljivo koketiranje, ki je pustilo vrata na vse strani, vsaj priprta, če ne odprta. Glede Kaloha, mogoče še ena stvar pomembna za razumeti ozadje. Torej, Logar in Irglova sta šla skupaj iz SDS, oziroma takrat nista podpisala tiste izjave, ker sta že nekako se pripravljala na ta korak, verjetno, ne, torej novo stranko, medtem ko Kaloh ni bil del te naveze, celo naj se ne bi z Logarjem v SDS-u kaj dosti družila, ne nazadnje je Kaloh Mariborčan, Logar pa Ljubljančan in je Kaloh iz povsem drugih razlogov pravzaprav tisti podpis zavrnil, ne, šlo je pa zato, da je se predtem v mariborsko SDS priključila Kanglerjeva nova SLS in posledično prevzela vodenje mariborskega odbora, ki je bil prej nekako v domeni Kaloha. Kaloh je bil prej predsednik tega odbora, ne, in se je Kaloh nekako počutil odrinjenega na rob in iz protesta podpisal oziroma ne podpisal tiste izjave. Kaj mi to pove, ne? Da se Kaloh v bistvu vzorec ponavlja? Se pravi, je iz kadrovskega razloga že drugič v bistvu zelo užaljeno odreagiral, ne? Najprej pri Janši, zdaj še pri Logarju, še pred samim začetkom, pa morda, ko omenjaš to izstopanje, tudi majhne razlike v čustvenih reakcijah Janeza Janše, ne? Tako dokaj hladno, mogoče mestoma kolerično je odreagiral takrat na to prvo potezo, ko je odhajal Anže Logar, potem izrazito čustveno, ko je odšla Eva Irgl, medtem ko na Dejana Kaloha sploh ni odreagiral. Ja, ne, in zanimivo je še to, ne, Kaloh se je potem v bistvu sam najdel, ne, tukaj se je lepo izšlo, da bi bili 3 poslanci, skupaj bi šli v stranko, novo poslansko skupino, ne, zanimivo je pa še en poudarek iz že prej pokazane oddaje N1, ne, ko je pravzaprav Kaloh sam povedal, kako zelo je priljubljen, pa ga je voditelj Miha Orešnik izzval, češ, kako pa to, da si dobil na volitvah za mariborskega župana le 4%, pa Kaloh odgovori, ne, da je to pravzaprav veliko za Rdeči Maribor, ne, zdaj, če pogledamo malo še druge številke, ne, v Rdečem Mariboru SDS na parlamentarnih volitvah dobi nekje med 20 in 25% volivcev, odvisno zdaj katero kraj gledamo, ne, 8 let pred Kalohom pa je SDS-ov Tomaž Kancler, za katerega tudi jaz ne vem niti kdo je, ne, torej ni nek hudo znan kandidat, dobil pravzaprav 8% na županskih volitvah in zbral približno dvakrat toliko glasov kot Kaloh. Konec koncev bi pa tudi aktualni mariborski župan, ne, Saša Arsenovič, ki tam vlada z veliko večino v mestnem svetu, bi ga težko označili za desno politično zgodbo, tako da malo pravličarsko vse skupaj. Morda greva iz tega, ne, Kaloh je omenil ankete, ne, pa je prisodil Logarju tam 5 in nižje, ne, odstotkov glasov. Jaz bi rekel pa tako, ne, prve ankete dokaj vzpodbudne, treba je biti zdaj eksakten, ne, ena anketa, obesta Nina Media, ne, ena je ponujala tistim, ki so jih klicali po telefonu, torej anketirancem stranke vnaprej, ne, in tam je Logar dobil dobrih 12% in se uvrstil na 3. mesto. Drugi vprašalnik ni ponujal, ampak je čakal, da sami povedo, koga bodo volili, tam mu je šlo slabše, med 2 in 3%, pa vendarle, mislim, da so prve ankete vzpodbudne. Predvidevam, da se bo že zaradi same pasivnosti politike na splošno v zimskih mesecih, recimo prazniki prihajajo decembrski, vsega bo malo manj in tudi Anžeta Logarja bo nekoliko manj. Ne? Mislim, da se bo to čez zimo, tam januar, februar spuščalo na 7-8%, recimo to je neka moja napoved. Ne? Potem pa po mojem nastopi za Anžeta Logarja pomlad 2025 kot neke vrste prvi trenutek resnice,
ko bodo ankete seveda že reagirale na to, kar si tudi sam govoril, s kakšno vsebino, tudi s kakšnimi dodatnimi, nekimi novimi, atraktivnimi ali pač neatraktivnimi kadri bo to lupino, ki jo je zdaj ustanovil, uradno napolnil, ne? Kdo od uglednih imen bo zraven ali ne bo, tudi, ko smo omenila Pahorja, bo to kdo vidnejši javno podprl ali ne bo in tako naprej. Pahor pravi, da ne, oziroma da se v slovensko politiko ne bo več. Tako je, in od tega je odvisno, ali bo iz teh recimo zimskih 7% šla ta zgodba spet navzgor, ne? Ali pa morda dejansko, kot pravi Kaloh, če bi bila stvar popolnoma nezanimiva in bi zamirala tudi navzdol, seveda. Ne? No, zdaj iz Maribora, ne, kjer je zanimivo, stranke zelo pogosto izbirajo Maribor kot kraj ustanovnih kongresov, ne, na zadnje morda želijo na ta način Štajercem dati vsaj na samem začetku veljavo, če so že potem skozi celotno politično delovanje bolj ali manj pozabljeni. A misliš, da je dvorano še Kaloh uredil pred sporom? To pa ne vem, ne, to je zanimivo vprašanje, ker ni izključeno, ne, če so bili prvi 3 poslanci, torej Ljubljana, Ajdovščina in Maribor, je bil pač Maribor tukaj nekako se zdi najbolj primeren, ampak iz Maribora pa zdaj v Ljubljano, na Ljubljansko tržnico, ne, kjer so se ta teden srečali Zoran Janković, Robert Golob in nekdanji predsednik Milan Kučan, skratka celo 2-krat naj bi se Robert Golob srečal z Zoranom Jankovićem. Kučan sicer pojasnjuje, da je šlo da sta se z Jankovićem peljala z nekega pogreba, pa mu je sproti omenil, da se sreča z Golobom, pa je šel še on zraven in da so debatirali o plačni reformi. Zdaj Golob ne želi komentirati, Zoki pa to pojasnjuje nekako na tak način. Ne? Oba sta moja prijatelja in sem prav vesel, zelo lepo je bilo. A je to običajna frekvenca dobivanja s premierjem pa s prvim predsednikom? Zame običajna frekvenca dobivanja z obema, oba sta, ali pa z obema sem prijatelj, ne, tako da ne vidim nobenih težav, ne, običajna frekvenca dobivanja, ne, in s kom se jaz družim, pa jaz sam odločam. Ja, s kom se Zoki dobiva sam odloča, ampak vendarle ne. Pomenljivo je, da so se dobili na prostem, na mrazu, na vsem na očeh, sredi ljubljanske tržnice. Ne nazadnje se zdi, da morda le ni bilo to srečanje prijateljev, vsaj če pogledamo samo fotografijo. Ne? Torej, Robert Golob ni videti posebej nekako srečen ali navdušen na tem srečanju prijateljev. Ne? Prej poklapan med nekom, ki bi ga lahko označil za mentorja, desno od njega, torej Milana Kučana, in med nekom, ki je bistveno boljši in dokazani operativec od Goloba, to pa je ljubljanski župan Janković. Zdaj, jaz bi dodal tej fotografiji malo tega konteksta, kako bi rekel, medijske pismenosti. Ne? Treba je najprej se vprašati, kdaj ta fotografija prihaja med nas, v kakšnem kontekstu. Kontekst je najnižja podpora Roberta Goloba in najnižja podpora Gibanja Svobode do zdaj, ne, po zadnjih volitvah. Zdaj tako, glede tega, ko praviš vsem na očeh in na mrazu, ne, ja, pravijo za manekenke, da je za lepoto treba kaj potrpeti. Tule pa očitno za neko pomembnejše sporočilo. Tako je, ne. Ker z izjemo Goloba tu ne gre za prav nobene novince v politiki, pač pa zelo obratno, ne. Gre za prvega predsednika samostojne Slovenije in za človeka, ki Ljubljani vlada, zdaj mislim, da že 18. leto, nekaj takega, ne. Je bilo nastavljanje tem objektivom zelo verjetno namerno, ne. Dva, ki po političnem kalibru daleč prekašata misterja Robija, kot mu pravijo, sta gotovo vedela, kaj počneta tule na tržnici. Za Goloba ne bom rekel, da ni vedel, ampak še najmanj verjetno, ne? In še nekaj mi kaže oziroma potrjuje to tezo, da Golob zdaj ničesar ne komentira, njegov kabinet tudi ne komunicira tega srečanja, medtem ko v bistvu vsi ostali, Milan Kučan sinoči za Tarčo, še prej pa na novinarski konferenci Janković, nimajo nikakršnih težav, da govorijo o tem srečanju. Zakaj? Ne? Pošiljata namreč predvsem ta dva starejša kolega v tej trojici po mojem nekaj pomembnih sporočil. Eno, kar bi slovenska javnost morala po mojem razbrati iz te fotografije, je, nismo še na točki predčasnih volitev, še vedno se nama zdi vredno ukvarjati z Robertom Golobom, ga do neke mere podpirava. In drugo, morda še pomembnejšega, pa tudi šolamo obrti, čeprav se že 2/3 mandata mimo ga vlečemo za ušesa, ne, in ga učimo nekih zadev, ki jih še ne obvlada. Vsebinsko bi pa rekel, slišali smo dve verziji, to je tudi zabavno. Ne? Janković je rekel, da so se spominjali na tele malici zaplinjanja Ljubljane, kar se mi leta 2024 zdi precej malo verjetno. Kučan, kar je bolj verjetno, pa je rekel, da sta kramljala o plačni reformi, ki da je hvalevreden dosežek vlade. Ne? Kaj hočem reči? Zelo lepo sta si Kučan in Janković tule razdelila. Na eni strani je Janković spet
klofnil Janšo, na drugi strani je Kučan pohvalil za plačno reformo Goloba. Ne? Zraven pa sem prepričan, da se o ničemer od tega na tej, po mojem, kakšnem polurnem druženju niso pogovarjali in tudi o ničemer strateškem. Če že, ne, in predvsem tu mislim tisto drugo srečanje, potem, ko sta bila Janković in Golob sama, bi lahko govorila, ker ima Janković izkušnje s kazenskimi ovadbami, o tem problemu, ki ga ima Robert Golob. Po mojih informacijah naj bi namreč v minulih dneh tudi Golob imel nek posvet svojo stranko, konkretno s poslansko skupino, kjer je omenil, da obstaja precej velika verjetnost, da bo njegova kazenska ovadba v zadevi Bobnar prišla do statusa pravnomočne obtožnice, torej da bo šla stvar naprej na sodišče. Zdaj, to zadevo sva že pokomentirala, da bo zelo težko obsojen kasneje, ampak sporočilo teh istih omrežij, s katerimi se je dobil na kavi, je pa to lahko močno in to bo tudi velika cokla v nadaljnem vladanju Roberta Goloba. Pa še eno sporočilo vidim v tej fotografiji in sicer, če bi kdo želel poskusiti za Robijem, naprimer Klemen Boštjančič, ne, kot finančni minister, ki se ga omenja, točno ve, komu prej mora požegen in na katero kavo je treba, ni pa tako nemogoče, ne, da bi bil prav Boštjančič naslednji za temle omizjem. Jaz bi dodal še nekaj, ne, tranzicijska levica ima nekako in Kučan kot njen simbol in predstavnik, da se ne spremeni nič, torej da ostane status quo in ne nazadnje je tudi funkcija Golobove vlade, kot se bolj opažamo točno to, je pa Golob nekoliko neroden pri tem, ne? Pravzaprav je s temi svojimi izpadi in na socialnih omrežjih in z reformami v narekovajih oziroma spremembami zakonodaje, ideološkim bojem tako neroden, da pravzaprav ta status quo tranzicijske levice ogroža in se mi zdi po svoje, da je ne, nazadnje to bilo morda tisto zadnje opozorilo pred odpovedjo, če uporabim ta žargon. Ne, nazadnje Kučan je znan potem, da je obiskoval premijeje, ki so potem zelo kmalu recimo padli, je pa res, da je običajno to potekalo v premijejskih kabinetih. Ne. Tako da se mi zdi to, je pa pomenljiva morda še ena stvar, ki je tudi prišla ta teden, ne, in zakaj je morda ravno Kučan v neki nervozi. Ne. Lestvica združenja Menedžer, ne, je tudi zunaj in če pogledamo recimo prvih 20, ne, ugotovimo, da počasi v Sloveniji na teh najuspešnejših ali pa na lestvicah najbogatejših počasi tiste tranzicijske tajkune z prvih mest izrinjajo podjetniki, ki so svoje premoženje ustvarili pravzaprav svojim trdim delom in iznajdljivostjo. Ne, govorimo recimo o Juretu Knezu, ki je prišel na drugo mesto, oziroma ne nazadnje tudi Samo in Iza Login, ne, na prvem mestu, Igor Akrapovič, Ivo Boscarol in podobni. Ne manjka jih pravzaprav v teh prvih 20, ki počasi izrinjajo tiste, ki so nekako obogateli med tranzicijo. Ja, res je. Zdaj z malo dodatne ostrine bi lahko rekli in poiskali simboliko, ne, da če je tole ena zadnjih, ali pa pogovor o eni od zadnjih metamorfoz slovenske tranzicije na levi strani, ne, pa so se dobili na Plečnikovi tržnici pod arkadami, ne, je potem naslednja metamorfoza slovenske levice očitno še en Plečnikov objekt. Najbrž veš, o čem govorim, tista poslednja faza. Ne, ne želim biti žaljiv. Res, pa pustimo to domišljiji. Zdaj, omenjala sva Boštjančiča, ne, kot možnega naslednika. Če bojo težave Roberta Goloba s pravosodjem prevelike, tega seveda po mojem ne moremo izključiti vnaprej. Ne. Sva pa pri naslednji temi, ki še kako zadeva finančnega ministra, in to je rekordno trošenje vlade že v naslednjem letu. Ne. Odbor za finance je podprl proračun za naslednji 2 leti. V letu 2025 planira rekordne odhodke, več kot 17 milijard evrov. Mislim, da je to več kot 3 milijarde nad najbolj do zdaj zapravljivim proračunom kadarkoli. Prihodke 15,2, čeprav opozorila prihajajo tako strani gospodarstva, da se stvar ohlaja, kot tudi fiskalnega sveta, da so celo preoptimistično prihodke načrtovali, pa že v osnovi so naplanirali skoraj 2 milijardi luknje. Ne. Pri tem pa še vedno niso upoštevani ukrepi, kot so dvigi povprečnine za občine, zakon o prestrukturiranju in ogrevanju Šaleške doline, omenjata se regulacija subvencionirane elektrike, tudi čakanja na delo. Tako da morda, če omenimo še fiskalni svet, ne, brez interventnih ukrepov rastejo odhodki za 15%, čeprav bi po evropskih pravilih, ampak kdo to sploh še gleda, ne, lahko rasli samo za 4% in bi primanjkljaj brez interventnih ukrepov se bo to pa po mojem 2-krat klicaj podvojil. Ne. Zdi se mi pa zanimivo, da ministra Boštjančiča, kot pravi, te številke, ki sva jih naštela zdaj, in kritike o potratnem proračunu ne skrbijo, slabo pa spi zaradi TEŠ 6.
Sem človek številk, ne političnih floskul. To, kar sem seveda poslušal danes, so bile v glavnem politične floskule, ki nimajo osnove v številkah. Proračun za leto 2025 načrtuje 2,6% primanjkljaja. To je drugi najnižji primanjkljaj v zadnjih 6 letih. Samo zaradi tega pa absolutno ne spim dobro. Gre za povezano stvar, torej premogovnik Velenje in TEŠ in posledično potem tudi sanacija Šaleške doline. Gre za enega najbolj zgrešenih projektov v zgodovini Slovenije, katere posledice še niti dobro danes ne zavedamo. Ves čas se govori o preplačanem investiciji v TEŠ, katere posledice še danes plačujemo in jih bomo tudi v prihodnje in tudi v fazi zapiranja, ki sta zelo blizu, tako premogovnika kot TEŠa, bo pa seveda trajalo to dalj časa, bomo te grehe iz preteklosti še plačevali kar nekaj časa in ja, zaradi tega pa zelo slabo spim. Ja, Boštjančič slabo spi zaradi TEŠa, ki priznajmo, je bil preplačan, vendarle pa imamo elektrarno, ki nam zelo dobro služi, ne nazadnje že kar nekaj časa. Ne pa recimo, celo skoraj bi lahko rekli, da zaznamo neke solze v teh njegovih besedah, ne pa zaradi luknje, ki jo vrta v državni proračun. Ne nazadnje gre za, tukaj ne gre za pozabiti, da gre za grobarja Adria Airways in še kakšnega drugega podjetja. In jaz mislim, da če on dobro spi zaradi luknje, pa morda jaz toliko slabše ob zavedanju, kdo je tisti, ki je varuh javnih financ celotne države in ima celo ambicijo naslediti ne nazadnje Goloba. Ja, pravi minister Boštjančič, sem človek številk, je rekel na začetku te izjave. Pa v redu, pa mu jaz ponujam v razmislek nekaj številk, pa bom začel tako. Redko ali pa sploh ne vem kdaj po osamosvojitvi sem videl finančnega ministra, ki kot glavni protagonist nastopa pri zagovarjanju vladnega trošenja. Zdaj še Alenka Bratušek ni imela ta. Ja, res ne. Res ne. In zdaj, kaj točno govorim, ko pravim, da je protagonist pri tistem najbolj nesmiselnem trošenju? Govorim seveda o aferi Litijska, naprimer, pa je to 7 milijonov evrov, pa govorimo o 13.000 računalnikih Emilije Stojmenove Duh, ki so še vedno v veliki večini v tistem skladišču, in je to naslednjih 7 milijonov. In če je minister človek številk, bom to seštel, je to 14 milijonov evrov, pa navežem na eno aktualno zgodbo zadnjih dni. Za ta denar bi si bistveno boljši PR levo-sredinska vlada naredila verjetno, če bi s temi 14 milijoni, naprimer, vstopila v polovični delež Engro Tuša, ki gre zdaj popolnoma po poti uničenja, bi lahko prodali gotovo tej volilni bazi bolje kot računalnike in Litijsko. Grem naprej. Po drugi strani govori o TEŠu in o Šaleški dolini. Ja, po mojih informacijah ni čisto kar tako, da ne spi dobro, predvsem zato, ker v trikotniku finančni minister Robert Golob in pristojni minister za energetiko Bojan Kumer niso na liniji, kako zapraviti ta denar za Šaleško dolino in za prestrukturiranje TEŠa. Še niti ni zares v proračunu. Tako da okrog tega je spor in verjamem, da se iz drugih razlogov spi dokaj slabo. Potem naslednja stvar. Medtem ko poslušamo od tudi poslancev koalicije, ja, seveda je rekorden proračun, ker potekata 2 vojni, pa poplavna sanacija ni končana, pa povišanje plač v javnem sektorju za 1,5 milijarde in tako naprej, se še vedno najde prostor za milijone tudi za to poulično paravojsko, ali pa kolesariat, kot je te dni rekel nek poslanec opozicije. Ravno kar se je delil na kulturnem ministrstvu denar. In spet so bili tisti usual suspects oziroma običajni osumljenci bogato nagrajeni. Pa 70.000 za Mukija oziroma Filipa Dobraniča, pa za Niko Kovač, pa za različne novinarske izpostave in podobno. Pričemer smo v času, ko znaki kažejo, da se bližamo krizi. Res je, imamo rekordno zaposlenost, tudi dobički niso slabi ta trenutek, ampak jasno je, v Nemčiji se stvari nekako bližajo tistemu prepadu. Ko se Nemčija ohlaja, ima težave tudi Slovenija. Donald Trump napoveduje carine za Evropo in nekako zahteva više izdatke za obrambo, ki je vse bolj napeta. Ne nazadnje in tukaj pravzaprav je neko konzervativno proračunsko načrtovanje tisto, kar bi pričakovali, ne pa, da se pravzaprav zavestno celo drvi v vse večjo potrošnjo ob tem, da gospodarstveniki jasno opozarjajo, da naročila padajo. To pomeni, da prihodnje leto nikakor ne bo tako rekordno, kot je morda bilo letošnje in tudi
napovedi za gospodarsko rast padajo. Zaenkrat je samo še 1,5% napovedana za prihodnje leto, že to je bila zmanjšana za 1 odstotno točko in kdo pravi, da ne bo upadla še za kakšno, ne? Mi pa se tukaj bistveno večje luknje v samem proračunu privoščimo. Ne? Ja, jaz bi dodal samo še eno zanimivost. Igor Masten je te dni, če bova pogledala še na ekranu, objavil študijo, ki kaže, kako so v bistvu države, ki imajo podobne, slabo načrtovane, zapravljive proračune, hkrati tudi države, ki imajo najvišjo stopnjo inflacije. Kaj želim reči? To pomeni, da slabo načrtovanje proračuna, potratnost države direktno vpliva na standard ljudi. Cene rastejo in jih to udarja, torej volivce direktno po denarnicah v bistvu. Ja, in nenazadnje recimo ravno inflacija se zdi, da je bila ena ključnih razlogov za zmago recimo nenazadnje Donalda Trumpa, kjer so bili Američani siti, torej ravno takšne politike Bidena, Joea Bidena. Zanima me pa mene recimo, kdaj bomo Slovenci morda prišli do tega spoznanja, da inflacija jemlje nam vsem in presegli to tradicionalno socialistično miselnost, ki nas tolče že kar nekaj časa, in hkrati potem prinese do tega, da volimo vlade, ki se obnašajo izrazito neracionalno, konec koncev edina racionalna z vidika proračuna stvar te vlade je bilo varčevanje na letalskih kartah Roberta Goloba iz Amerike, zaradi česar se potem ni uspel srečati recimo z Donaldom Trumpom. Bistvena razlika v tej paradigmi, ki se kaže, se je pa pokazala na soočenju med dvema poslancema, torej poslanko koalicije in poslancem opozicije, ki sta debatirala o proračunu, pa morda si pogledava še ta duel. Glavna kritika je ta, da gre resnično za izjemno potratno državo, oziroma bolj točno vlado. Kot ste pravilno omenili, 17,1 milijarda so proračunski odhodki. Na drugi strani pa je vlada v teh 2 letih in pol gospodarstvo in državljane dodatno obremenila z novimi davki, ki, če jih seštejemo, znašajo 7,5 milijard, dodatnih 7,5 milijard do leta 2008, gledamo srednjeročno. Vse te davke, ki ste našteli, niso novi davki. In davek na normirance popolnoma novega davka nikakršnega ni. Niti dohodnine ni nove, ničesar ni. V tem trenutku bomo tudi dohodninsko lestvico ponovno uskladili. Strinjam se, da dohodnina, ki ste jo sprejeli, ni novi davek. Dohodnino imamo že od leta 2004, ko smo šli v EU. Ampak, če vi ne bi zavrnili našega zakona o dohodnini, bi v naslednjem letu v polnosti začel veljati naš zakon, splošna olajšava bi bila 7.500 evrov, ta bi se revalorizirala za stopnjo življenjskih stroškov in tisti, ki ima povprečno plačo, bi v naslednjem letu dobil eno plačo več. To je delo za ljudi, tako mi razumemo, da mora politika delovati. Verjamem, da boste, če boste, šli v znižanje davkov, vendar povejte mi, od kod boste potem pokrili primanjkljaj v blagajni, ker to niso majhni zneski, in na drugi strani zagotovili ustrezno socialno, zdravstveno in pa seveda tudi pokojninsko varnost. Država se mora racionalno, gospodarno obnašati, ne sme imeti svojih privilegirancev, #kolesarjat, pa še druge nevladne organizacije, in potem ne bo takšne potrate javnega denarja. Zanimivo, kako se sprenevedajo poslanci Svobode, ko sicer dvigujejo davčno breme, ampak ne prek uvedbe nominalno novega davka, ampak dvigujejo dohodnino, slabšajo pogoje za normirance. Že to sta 2 stvari, kjer so zelo jasno dvignili davke, ob tem, da še recimo slabšajo situacijo na področju elektrike, prek omrežnin, do česar prideva takoj, in dvigujejo seveda recimo tudi plače nekako v javnem sektorju, kar bo močno obremenilo državni proračun, ki ga seveda spet financiramo, kdo pa drug kot davkoplačevalci in gospodarstvo. Ja, omenil si omrežnino, še vedno spremljamo 2. teden zapored to sago, v katero se je premier zapletel po vrnitvi z Maldivov. Zdaj, kako rešiti problem povečane omrežnine na primeru pranja perila, kar je res zvenelo predmoderno, pa nam je pojasnil kar sam presvetli premier Golob. Za vse tiste, ki vas pa skrbi pranje po noči, ker ne želite motiti sosedov, približno enaka cena je, če to naredite čez vikend. Boste pa šparali ravno tako. Tako da ni treba, pustite sosede spat, vi pa dejte čez vikend, čez dan, pa boste vsi srečni.
Naš strokovnjak za energetiko je pozabil povedati, da čez vikend ni ista kot po noči, tarifa je še vedno opazno višja in pa zanimiva mi je ta logika. Torej, večina gospodinstv bo na boljšem, morda gospodinstva kot taka sama, pri čemer bo pa gospodarstvo bistveno na slabšem, spremljamo bizarne dvige za gospodarstvo, ampak ravno gospodarstvo je tisto, ki gospodinstvom daje plače, ki ne nazadnje določa ceno izdelkov in če poslabšamo razmere za gospodarstvo, bomo pač gospodinstva plačevali dražje izdelke. To je nekaj, česar recimo ne razumemo, in še nekaj nesmiselno je glede na recimo logiko države, in tukaj je tudi razumeti ta odpor zdaj Goloba po novem, da toče prav tiste, za katere nekako prej uradno najbolj skrbijo, torej lastnike sončnih elektrarn in toplotnih črpalk in tako dalje. Ja, glej, sploh pa slog, govoril je o pranju po noči, o pranju za vikend, o zbujanju sosedov in podobno. Mislim, zvenelo mi je tako kot v tistih časih, veš, ko je pač bil bencin res iskana zadeva in inflacija tudi, tako kot zdaj velik problem, pa mnogo večji, in se je vozilo po sistemu par, ne par, da si imel pravo tablico, pa si lahko v torek šel na cesto, potem pa v sredo ne več. V resnici seveda, kot praviš, ne gre za denarnice državljanov, več kot 90% se jim razen tega, da po zimi malo bolj trpijo s tem stroškom, ki je višji, nič kaj posebnega ne spremeni oziroma so morda rahlo na boljšem. Omenila sva že, da gre za poslovne interese kroga Roberta Goloba zelo neposredno, pri fotovoltaiki, ko poleti največ proizvedejo te sončne energije, je tudi najdražja tarifa, po novem. Še nekaj se je pa pokazalo in to pa je dodana vrednost te sage ta teden, če sem malo ciničen, da so poslanci, saj ne, da tega nismo vedeli že prej, ampak poslanci Svobode popolne marionete na šahovnici, čeprav gre za zadnjo tretjino mandata in smo jim prej še kdaj spregledali, da niso pač opravili osnovne politične socializacije, zdaj tega ne moremo več. Sami priznavajo, da so povsem izgubljeni. Najprej so napolno podprli novi sistem, zdaj mu ogorčeno nasprotujejo, da nimajo pojma, o čem metodološko govorijo, pa je brutalno iskreno razgalil ta teden šef Elesa, Mrvar. Poglejmo. Tukaj leži, sem pa zdaj slišal, danes tele 2 ure. A vi veste, da profitira za novo metodologijo 93% gospodinstva. 93% vseh gospodinstv v Sloveniji profitira. Tukaj pa poslušam, da o energetski revščini. Pa kjer vam je to povedal? To ne drži nič. Na to je direktor Elesa Mrvar okoli 8 ure zvečer vstal in zapustil sejo. Jaz moram priznati, da ne znam nič razložiti, kar se tiče te omrežnine. Ne znam. Nihče ne razume, vključno z mano, ki ne razumem vseh detajlov, pa se trudim. Vem približno, kaj je. Približno. To je ta nivo slovenske politike, ki odloča o tem, kako se recimo elektrika obračunava. Kaloh pravi, vem približno, kdo je Logar, ta pravi, vem približno, kaj je omrežnina. Dobro je, za kogar je. Niso pa guncali samo v parlamentu, tudi na socialnih omrežjih ni bilo malo. Goloba smo že videli, kako pravzaprav razlaga o pranju perila. Medtem pa Janez Janša pripravlja dražbo, s katero bi poplačal sodne stroške, teh se je nabralo 30.000, kot že vemo. Ta teden se jim je dodalo še 8.000 odškodnine za Bojana Veselinoviča, ki mu je takrat pred časom, ko je bil še premier, očital, da je kot direktor STA sokriv umora Boruta Meška, gre za urednika STA, ki ga je hudo bolnega sicer Veselinovič vrgel na cesto in je potem sam nekaj tednov ali mesecev zatem umrl. V zafrkljivi maniri, pa Janši na pomoč priskoči tudi Tina Gaber, ki mu za njegovo dražbo ponuja voodoo lutko. Pomagati mu je treba. Halo? Janez? A me slišiš, ali suklet? Ja, ne, veš kaj, kličem, imela bi en predmet za tole dražbo. Ja, lutko imam. Dobra, ja. Ma. Loose job. Hell job. Ma. Kaj? Bad hair day. Ma. Dober, zmenen. Ja. Zdravo. No, v podmladku SDS-i niso ostali dolžni in so pripravili reakcijski video, kjer Gabrovi pomagajo iskati novega fanta. Tina, zdravo. Slabo te slišim nekaj. A v Monaku si? A ja. Veš kaj, smo slišali, da Robi gre, pa da ti pomagamo. Ja, ni problema. Zdaj ravno gledam tudi tvoje bivše ministra ali športnika. Aha, bolj, ja. Sam da ima denar, nima veze druga. Vegetarijanca?
Bi bilo fajn. Ne, masla ne. Ne. Ok, to ne sme. Dobro. Ne, Tina, mi gremo v akcijo, ti pomagamo. Glej, ti pomagamo, ni problema. Ja, drži se, pozdravi se v Monako. Ajde, adijo, čau. Ja, pravi Tina Gaber, pomagati mu je treba, jaz se najprej vprašam komu, ne? Če ne celo njej, ampak pustimo to zgodbo. Prvo, kar bom pa čisto zares rekel, je, jaz nisem povsem prepričan in mi ni jasno, iz koga se pravzaprav Tina Gaber norčuje. Namen je seveda bil, ne, in tarča je bil Janez Janša, ampak zdi se mi tole ravno toliko norčevanje iz lastnega partnerja, se pravi Roberta Goloba. Konec koncev Voodoo lutka nosi njegov obraz, ne, pa tudi Luž Job ali pa Bad Hair Day, ne, nista pojma, se pravi izguba službe oziroma slaba pričeska, nista pojma, ki sta tako daleč stran od resnice, ko gre za Roberta Goloba. Morda pa vendar Tina Gaber že ve kaj več kot mi glede Luž Job. Ne? Spet malo v šali, malo zares, če sem pretekli petek v minuli epizodi želel kar čestitati Robertu Golobu in postaviti kot enega osrednjih dosežkov njegovega vladnega mandata, da s Tino Gaber iz Maldivov nista objavila popolnoma ničesar na niti enem od socialnih omrežij. Ne? Zdaj očitno razloga za čestitke ni, bistveno bolj kompenzirata to slo po objavah takoj po vrnitvi. Ne? Golob pa pri meni pri tem kaže podobo človeka, ki nima ničesar pod kontrolo ali pa niti ne čuti potrebe, da bi imel, ker niti ne skuša ustaviti partnerke očitno pri njenem samodestruktivnem ravnanju. Zakaj menim, da je samodestruktivno? Poglejte odgovor. Pač SDS-a, ki se je odzvala z bolj duhovitim posnetkom, ki tudi dejansko bistveno bolj nagovarja dejstva v zvezi s Tino Gaber in Robertom Golobom, ne? Pa še duhovitje. In kako bo nekdo, ne, ki doma ne reče, joj, prosim, ne provociraj, ne objavljaj, učinkovito usklajeval 21 resorjev in ministrov. Pri čemer gre za precej neokusno, glede na to, da je gospa Gabrova nekako v vlogi te spremljevalke premierja, posledično lahko rečemo neke vrste prve dame, ne, sicer to pripada ženi oziroma v tem primeru možu predsednice, ne, ampak nenazadnje spremlja ga na uradnih obiskih, bila je v Beli hiši pred kratkim, tako da ni to neka navadna vplivnica, ki je pač naredila pol smešen video in bi rekli haha in šli dalje, ne, ampak ima resno vlogo v vladi. Ne. Potem bi pa še eno stvar dodal, ne, Tina Gaber napada tudi recimo slovenski zajtrk te dni, ne, zaradi tega, ker je to del masla, ne, pri čemer ne, se sklicuje, češ, ne, da je pač maščoba nezdrava v tem primeru, kar je sicer povsem skregano zdravo pametjo. Sama pa je v preteklosti, ko je to očitno ustrezalo, ne, promovirala recimo vegansko majonezo. Ne, in ko smo že pri dvoličnih politikih, ne, tudi Aleksandar Čeferin se je te dni ujel v mrežo, mislim, na angleških novinarjev, ne, češ kot veliki zagovornik okolja in predsednik UEFA, ki se bori za čisti svet, ne, je v času evropskega prvenstva v Nemčiji na zelo kratke razdalje veselo letel s privatnim letalom. Ne, kaj bi potem Tina Gaber, ne, rada je bila v Parizu z Robertom Golobom pri Macronu, kaj bi potem o porabi masla v Franciji povedala, mislim, da same čudne stvari, ne, sicer pa moram reči tako, praviš maslo, ne, ki je tradicionalno recimo zelo francosko, ne, tradicionalno oziroma tudi slovensko, ne, kot je bil recimo blagoslov vina, ne, na martinovanju, ki je zelo tradicionalno v Krškem, ne, in dan po tem odpovedanem martinovanju, ne, pride pa že nov škandal, recimo s temi blagoslovi, ki so tudi tradicionalni, ne, del slovenske tradicije. Ne, v Kamniku so v petek odprli novo šolo, v nedeljo je potem izbruhnil ta škandal, ker je neko meščanko zmotilo, češ, da je bil na dogodku tudi katoliški duhovnik, ki je nove prostore blagoslovil. Seveda je to bilo nek verski hud obred, pač zgolj blagoslov v tradiciji, ne, pri čemer se Pop TV sprašuje, ne, o ločitvi cerkve in države, gospod pa zakrije, češ, ne, da ne bo slučajno se ji kaj zgodilo, oziroma očitno je tako nerelevantna in prestrašena glede tega, ne, da niti ne upa izraziti s svojim obrazom. Ne. Ja, jaz bi se navezal na te, ko govoriš o ločitvi države in cerkve, zdi se mi res pomembna, ampak seveda v obe smeri, ne samo v eno. Sam jaz recimo nimam občutka, pa bom dal res ta disclaimer, da vsi vedo, iz katere pozicije to govorim. Govorim iz pozicije človeka, ki samega sebe nima za globoko religioznega v tem institucionalnem smislu, daleč od tega, da pač ne spoštujem tradicijam, morda ravno nisem med tistimi, ki pač ob nedeljah hodi na mašo, pa kljub temu, ne, jaz recimo nimam v javnem življenju občutka, da nas cerkev RKC dnevno vdira v naša življenja, da nas bombardira z ne vem kakšnimi dogmami preko nekega svojega blazno močnega propagandnega sistema, ne, ker ga dejansko nima leta 2024 v Sloveniji. Ne.
imam vtis, da se v bistvu cerkev izrazito poredko oglaša z nekimi izdelanimi stališči v javnosti in zelo odmerjeno. Ne? Tako da je tako kolerično izganjanje teh še poslednjih ostankov slovenske katoliške tradicije res tudi meni zelo težko razumljivo. Se pojavljajo recimo bolj agresivno kakšne druge zadeve. Ne? Tudi ta teden recimo odmeva ravno primer predavanja oziroma LGBT v Avti vasi, ne? Kjer je več staršev umaknilo otroke iz pouka proti tisti dan, ko je to potekalo, ker se mi je to zdelo neprimerno. In tu bi se mogoče, ko omenjaš to woke ideologijo, za sekundo še vrnil na prejšnjo temo, na to udejstvovanje Tine Gaber na družbenih omrežjih. Mislim, da sem te dni v enem mediju, pa ne vem, če ni bila celo televizija, slišal stavek, da je v Robertu Golobu in Tini Gaber Borut Pahor dobil resno konkurenco glede Instagrama in tega ne. Jaz pa menim ravno obratno. Borut Pahor je ta omrežja izrazito ciljeno, zelo načrtno in na nivoju uporabil, tudi kadar je bil duhovit, zato da danes kateregakoli dogodka v Sloveniji, ki se ga udeleži in rad hodi med ljudi, se praktično vsi, kjer se pojavi, želijo slikati z njim. Sem prepričan, da ne glede na politično opredelitev, medtem, ko sta par Robertina, oziroma Robert Golob in Tina Gaber, dosegla s svojimi objavami samo to, da se 3/4 ali pa več Slovenije dela norca iz Roberta Goloba, ker mu stvari uhajajo izpod nadzora. Ja, do neke mere so se nekateri, ampak tukaj gre bolj za te razne mnenjske voditelje norčevali tudi iz Boruta Pahorja, pa se jim je zdaj to vrnilo nekako. Ja, in se jim kar vedno, kadar je Borut Pahor v kakšni kombinaciji, vrne še enkrat. Kot bumerang. Ampak dve stvari še sta odmevali nekako v tem tednu, da skrčimo. Torej, Romi kradejo vodo, bi lahko rekli, in zato jim je komunala v Novem mestu odklopila tistim, ki ne plačujejo vode, torej priključke. Treba je povedati, da je komunala uredila priključke in jih povabila, naj se priključijo legalno, naj plačajo torej tudi pač vodo, ki jo porabijo. Nekateri to počnejo in tistim niso odklopili vode in tukaj se moram reči, da je komunalo celo treba po mojem pohvaliti, da je naredila to razliko, da se tisti, ki plačujejo, ne počutijo neumni. Tukaj pa tudi ne gre za majhne oškodovanje. Mi je pa zanimivo, da so prišli dejansko policijski specialci, da so zadevo dejansko lahko izpeljali in spet smo lahko slišali mnenje Amnesty International in podobnih, češ kako pa ubogi Romi ne pridejo do vode. Točno to se mi zdi pravo sporočilo. Komunala je s tem povedala tistemu delu romske skupnosti, ki vse plačuje by the book, ki poravnava svoje obveznosti, da to ni zaman in da to ni neumnost, da to tako pač v razviti državi demokratični je. Da če želiš vodo, jo moraš tudi pač plačati. Zdaj, tisto, kar razviti in demokratični svet bistveno bolj ogroža, pa je zadnja eskalacija vojne v Ukrajini. Bidenove rakete letijo zdaj proti Rusiji z žegnom v bistvu odhajajočega predsednika ZDA. Putin seveda temu primerno, bom rekel, malo poenostavljeno, dobesedno nori in maha z atomskim orožjem. Bi rekel samo to, zanimivo se mi zdi, da se je začelo na polno dogajati, glede zaostritve po Trumpovem telefonskem klicu z Putinom, v katerem naj bi Donald Trump prosil Putina, naj vojne v Ukrajini ne eskalira. In kar se mi zdi pa res neresno in neodgovorno je, da to Biden počne v času, v Sloveniji pravimo, tekočih poslov. Nekaj tednov in odhaja, pa v bistvu zelo močno premika karte na globalni šahovnici oziroma figure. Potem so letele še britanske rakete tudi v Rusijo. In zdi se mi, da nekako želijo dvoje. Po eni strani povedati Ukrajini, mi smo drugačni od Trumpa, vas podpiramo do zadnjega dneva mandata. Po drugi strani pa, kar je res zelo politikantsko, želijo Trumpu očitno pustiti popoln kaos, pa naj ga potem reši, kakor ga zna. Rešiti, oziroma mislim, da se trudijo po svoje rešiti, kar se da, preden pride Trump, se bojijo, da bi ta njegova napoved hitrega zaključka vojne bila za Ukrajino zelo neugodna, posledično tudi, lahko rečemo, za mir na svetu, ne nazadnje, zelo neugoden razplet za Ukrajino bi lahko spodbudil marsikaterega drugega diktatorja, da bi podobno kot Putin napadal kakšnega manjšega, šibkejšega soseda in mislim, da tukaj pravzaprav vse te stvari, ki jih Ukrajina dobiva, prihajajo z veliko zamudo, veliko prepozno in veliko preveč omejeno, da bi Ukrajina lahko resnično se branila proti Rusiji. Tako da mislim, da je čas, da se resno vprašamo, ali sploh želimo Ukrajino podpreti in kakšen mir pravzaprav je tisti, ki je pravičen. To se mi zdi recimo glede tega konflikta, glede na to, da zaenkrat nismo bili priča jedrskemu zaostrovanju
mislim, da ni neke hude nevarnosti, da bi bili tudi zdaj v prihodnjih tednih, ne glede na to eskalacijo. Pa končajmo s tem relativnim optimizmom to epizodo, ob tem seveda na koncu pozoveva najno občinstvo, da naj jo spremlja, predvsem na Instagramu in TikToku, kjer še gradimo to skupnost, kjer je druge že kar lepo vzpostavljena. Hvala za vse opaske, komentarje, predloge in tako naprej. Napovedujeva v naslednjih dneh tudi kakšno javljanje v živo na TikTok profilih, tako da tematik pa nam tako po zaslugi vladajočih ne zmanjka. Ne zmanjka, ne. Vidite, da komaj spravimo vse v ta format, ki ga imamo, ki se ga trudimo ne preveč podaljšati, zato pa se le naročite in nas spremljate še naprej. Znova se vidimo spet seveda prihodnji teden s svežim tedenskim safarijem. Nasvidenje.